Danes v Pomurskem dnevniku v Maribor po zmago. Večji nadzor na meji. Pahor na uradnem obisku. Trajnostna preskrba s hrano. Vreme, jutri bo večinoma sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nogometaši Mure se bodo v nedeljo v derbiju kroga pomerili z Mariborom. Črno-beli so po osvojitvi pokala Slovenije doma izgubili z Domžalami, v Ljudskem vrtu pa si ponovno želijo priti do kompleta vseh 3 točk. Muraši so proti Domžalam odigrali dobro tekmo, toda varovanci Anteja Šimundže niso uspeli zatresti mrežo gostujočega vratarja in so morali priznati poraz. Sprejmem ga, sprijaznim se pa ne. Tudi proti Bravotu smo imeli svoje zadeve pri pozitivnem rezultatu še. Tudi ko smo zostali, smo imeli svoje zadeve. Proti Domžalam je bilo še to ekstremno v našo korist. V bistvu so Domžale iz 2 priložnosti, potem ko so prišli v neki ritem, potem v roku 2-3 minut zadeli, tako da to so vse, kaj so ustvarili si proti nam, ampak je prije taki moment, ko si v tekmi v bistvu 85 minut enakopraven ali pa boljši nasprotnika in potem se to zgodi. Tako da samo obžalovanje direktno za to tekmo, vsekakor, ampak tudi za vsak poraz je takšen, ki ga moramo sprejeti, zadovoljni pa nismo. Pred črno-belimi je nova težka preizkušnja, v Ljudskem vrtu se bodo pomerili z ranjenim Mariborom. Maribor je ekipa, katera je zelo dobro krenila v te pokoronski del prvenstva. Enostavno njihove kvalitete so znane, dobili so nekakšno novi način razmišljanja v sami igri zaradi novega trenerja. Tako da zgodba Maribora z naše strani ne spremeni popolnoma ničesar, kot pa popolna mobilizacija in osredotočenost na delo. Mi gledamo nase, ne zanima nas Maribor. Maribor je sigurno dobra ekipa, ki vemo, da se bori za prvaka, mi pa gremo po čim više mesto na lestvici. Kje vidiš morda, da imate še neke rezerve, kje morda vidiš vašo priložnost? Sigurno v zadnjih tekmah v konkretnosti v napadu in pa popraviti te individualne napake v obrambi, da ne bomo prejemali teh brezveznih zadetkov in mislim, da s tem lahko pridemo visoko. Kot pravi Šturm, so črno-beli vajeni zgoščenega ritma tekem in rotacije v ekipi. Mi smo že zdaj igrali, praktično odkar se je korona končala, smo igrali sreda sobota, tako da mi smo navajeni ta ritem. Zdaj smo ta teden izkoristimo za malo počitka in da se pripravimo naprej za teh 3 tedne in to je to. Čeprav je Mura osvojila pokal in se že uvrstila v kvalifikacije za evropska tekmovanja, pa se niti za trenutek ne smejo sprostiti. Nam je cona obdobja prepovedana, iz prostega razloga, ker se karte mešajo naprej. Fanti se dokazujejo iz treninga v trening, iz tekme v tekmo. Tako da tukaj jaz pritisk Maribora glede rezultata ali pa glede prvega mesta se strinjam, da na njih, ampak sami pritisk tekme, sami pristop na tekmi, sama želja po zmagi, sama motivacija z naše strani niti podrazno ne bo vprašljiva oziroma bi bila v coni obdobja. Bi se pa znalo zgoditi, da bo Šimundža še komu od mlajših nogometašev ponudil priložnost do konca prvenstva. Odvisno od njih sami, koliko bojo si zaslužili na treningu, koliko bo potrebe po rotaciji. Tako da, jaz sem že napovedal takoj po koroni, ko smo začeli, da jaz ne vidim razlike, da bi igralci 5-6 tekmi igrali zaporedoma. Nam osvojitev pokala v tem razmišljanju ne spremeni popolnoma ničesar. Srečanje v Ljudskem vrtu, kjer Mura po vrnitvi med prvoligaše še ni zmagala, bo na sporedu v nedeljo ob 20:15. Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da bo morala imeti Slovenija večji nadzor nad karantenskimi odločbami, ki naj bi jih po novem vročali že na prehodu meje. To preprosto moramo storiti, kajti ugotavljamo, da je vse več slovenskih državljanov na poti na Hrvaško odhajalo naprej v Bosno in Hercegovino, v Srbijo. To so rdeče države, ki niso varne in govoriti pač o tem, da prihajajo okužbe iz uvoza, je seveda na eni strani pravilno, na drugi strani pa treba povedati, da naši ljudje odhajajo v rdeče države, da se poskušajo potem izogniti karanteni in da imamo posledično tako stanje. Dejansko virus kroži med nami, zdaj ne gre več samo za uvoz, virus je tukaj, zato se soočamo s takimi velikimi težavami.
Drugo, kar bi rekel, je pa seveda opozorilo posebej zdravstvenim delavcem. Ta mariborska izkušnja je res boleča. Treba je biti resnično veliko bolj previden, treba je preprečiti take zadeve, kot so se zgodile nedavno, kajti tako veliko število zdravnikov, ki so pozitivni na eni strani, na drugi strani pa morajo vsi drugi, ki so bili z njimi preventivno v karanteno, resnično otežuje organizacijo dela v takih razmerah in zato se moramo pač organizirati drugače. Borut Pahor se je mudil na uradnem obisku v Budimpešti, kjer je obiskal tamkajšnjega predsednika Janoša Aderja. Govora je bilo tudi o manjšinah in migracijah. Poglejmo. Imamo tudi manjšine na obeh stranih meje, ki je tako rekoč, kot smo jo poznali prej, ni več. Jaz sem imel pred prihodom v Budimpešto pogovor z našima visokima predstavnikoma. Oba sta izrazila pohvalne besede na račun madžarskih oblasti glede skrbi zanje. Pri tem pa sta me prosila, da zaprosim mojega cenjenega sogovornika tudi za nekaj dodatnih spodbud in te sem mu tudi prenesel. Prav tako sem razumel, da ima nekaj skrbi ali pričakovanj tudi madžarska stran in mislim, da je treba vzajemno naprej to negovati zelo, to je zelo pomemben most med obema narodoma. Kar se tiče migracij, sva ugotovila, da se glede dveh stvari strinjamo. To je večja vloga Evropske unije na zunanjih mejah naše skupne domovine in seveda preprečevanje ilegalnih migracij. Slovenija, vsaj jaz osebno, sem zelo naklonjen temu, da Evropa vendarle išče skupni model solidarnosti, ki bi omogočal, da si razdelimo breme. Seveda pa mora biti to vzajemen kompromis, ki ne more biti vsiljen. O tem se je treba pogovarjati, Evropa glede tega še vedno zamuja in vedno, kadar sem imel priložnost, tudi tukaj bom rekel, da ne sme s tem vprašanjem odlašati. Povedal sem že, če želimo biti uspešni pri soočenju z recesijo zaradi COVID-19, je treba dve drugi vprašanji rešiti pred tem. Eno je Brexit, eno so ilegalne migracije in delitev skupnih bremen povezanih s tem. Evropska unija želi izboljšati verigo preskrbe s hrano v Evropi z novo strategijo od vil do vilic. To pomeni varovanje okolja, biotske raznovrstnosti kmetov in zdravja ljudi. Več pa v prispevku o prizadevanjih Evropskega parlamenta, ki želi, da je Evropska unija na tem področju kar se da ambiciozna, tudi v luči z izkušenj s pandemijo novega koronavirusa. Do you know how much water it took to produce this hamburger? 2,393 litres. What about those chips on the side? How do the products used to grow the potatoes affect pollinating insects and human health? From feeding and transporting cattle to processing food, the way we eat today is not sustainable. The EU wants to make Europe's food supply chain more viable with the new Farm to Fork strategy. That means protecting the environment, biodiversity, farmers and people's health. Parliament wants to be even more ambitious. We want to do more on the question of food security in the European Union. We want to do more of the question of self-sufficiency, and we want to bring in the lessons learned from the COVID-19 crisis when it comes to food supply. Farmers are at the start of the agri-food supply chain. MEPs want to support them along with fisheries and fish farms during the transition towards sustainable agriculture. Unsustainable food production is a danger to human health, but also to animal health. It's a danger to our environment. We have to start producing our food in a more sustainable and green way. Parliament wants to reduce dependence on pesticides and stop the degradation of farmland. Another challenge that the EU is set on tackling through a more modern approach to food production is food waste. 88 million tonnes of food is thrown away in the EU every year. Parliament wants to cut that in half by 2030.
Vlada je sprejela odločitev, da bo občinam na zunanji šengenski meji povrnila del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora meja, ki je posledica povečanega števila nedovoljenih prehodov. Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, so župani obmejnih občin vlado večkrat opozorili, da prihaja do povečane rabe infrastrukture v občinah, posledično pa tudi do večjih izdatkov. Razlog je povečana prisotnost policije in vojske v občinah. Gre za stroške, ki so nastali v letošnjem letu zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji šengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje šengenske meje. Upravičeni so tudi do stroškov postavitve dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev in drugih stroškov, katerih namen je večja varnost občanov. Višino sredstev, ki jih bo prejela posamezna občina, bodo izračunali na podlagi dveh faktorjev, in sicer dolžini državne meje s Hrvaško in glede na obremenitev občine. Iz vlade so sporočili, da gre za enkratno povračilo stroškov in predvidevajo, da v prihodnje reševanje te problematike ne bo več potrebno. Povračilo stroškov bodo od pomurskih občin deležni v Razkrižju, Ljutomeru, Lendavi in Črenšovcih. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z nekaj plitke kopaste oblačnosti, več o vremenu pa o vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 29 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 17, v Radencih 18, v Murski Soboti 19, v Lendavi pa 21 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod večinoma sončno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru od 13 do 14, dnevne pa okoli 27 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in znova bolj vroče. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 13 do 16, čez dan pa od 20 do 30 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno vas pozivamo k upoštevanju nasvetov strokovnjakov in ukrepov vlade. Zato si redno umivajte roke, kašljajte in kihajte v robček ali rokav, redno zračite prostore in držite razdaljo 1,5 metra. Vse, kar je potrebno, pa boste vsak dan sproti izvedeli v Pomurskem dnevniku. Hvala, ker ste bili z nami, v našo družbo pa ponovno vabljeni prihodnjič. Bodite z nami.